Da bom umetna inteligenca 70% obstoječih poklicev nadomestila. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Ta videovlog je nastajal predvsem zaradi tega, ker čutim, da se bo v naslednjih 10 letih ful spremenil. Ker pomeni, da se bojo mediji totalno obrnili na glavo. Verjamem v umetno inteligenco, verjamem v to, da nas bojo roboti tako ali pa drugače presegli, oziroma da bom umetna inteligenca 70% obstoječih poklicev nadomestila. Samo pomislite, Uber, napoved samovozečih vozil, bo uničilo v bistvu praktično celo industrijo avtoprevoznikov. Mislim, ne v pravem pomenu besede, ampak ljudje, ki trenutno upravljajo te stvari, bojo ratali odveč. In na en zelo podoben način se mi zdi, da se bo dogajalo tudi z mediji, da se bo določene stvari centralizirale, da boste šli na cnn.com in boste dobili slovenske članke avtomatično prevedene. Se jezik spreminja se način pisanja. Če vam samo povem en tipičen razlog, mi imamo veliko pripravnikov v našem medijskem podjetju in ko jim damo nekaj zapisati, ugotavljamo, da vedno bolj pišejo v angleščini, čeprav pišejo v slovenščini. In tukaj so tiste ključni problemi. Postajamo bilinguarni, torej dvojezični. Ko Nemce poslušaš, ugotoviš, da so posvojili 30% angleškega vokabularja in uporabljajo, točno to, kar sem zdaj naredil, uporabljajo angleške besede namesto nemških besed. Kar naenkrat se bomo znašli nekje, ker boš samo, ali če boš zelo kreativen, če boš zelo zastopil, pa če boš imel nek družbeni vpliv, boš lahko nekomu koristen. Pozornost. To besedo boste pri Garyju Vaynerchuku slišali. Pozornost je glavna stvar, ki je treba načeloma ohranjati zdaj v naslednjih letih. Namreč zaradi vseh teh šumov, zaradi vseh teh komunikacij, zaradi vsega bombardiranja z določenimi informacijami, enostavno, če hočeš sporočiti svoje informacije, moraš biti glasen. Nenavaden, izveren, pa vedno moraš imeti kaj zapovedati. Zdi se mi, da se ravno s tem vloganjem postavljam eno prisilo, ne sedeti na mestu, ampak iti skozi naprej. Ne biti pasiven, ampak biti aktiven. Vsaj da razmišljati o naslednjem dnevu in videti, kaj lahko maksimalno z tistega naslednjega dneva odneseš. Misliš, da pač poklic videomontažerja 100%? Ko boš ti fuknil ene posnetke noter, ne? Pa ti bo glede na fonetiko tvojega glasa pa na tvoj strp profil začel montirati, ne? Ja, veliko vprašanje, če ne bo umetna inteligenca rekla, ta osvetlitev, ta fokus, ta ton, tako kot fucking Gary prav, čez 15 let bomo imeli vsi leče noter in teh lečih se bo izpisvalo vse, kar bomo vedeli in videli bomo argumentirano realnost, ti bomo fashion iteme kupovali v virtualnih cunah, ne. Zdaj tole, stari moj. Gadget, ki sem ga napovedal fucking leta 2008. Moj telefon, ki je tam na gor, ki tole snema, spremeni ta Butas Dex, ki ni vsega skrb nič, kot nek rek, spremeni v računalnik in na vizije, starti konco, vse tako, kakor poznaš. Umetna inteligenca bo namesto nas zelo veliko stvari začela delati boljše od nas.